Kako skrbiš za svojo postavo, ker si tako lepa in suha? Ja, to je bilo vprašanje. Vem, da smo snemali eno sceno, ki sem mogla nekaj prihiteti v kader in sem imela štikle sredi tistega kempa. Ni šlo, ker se mi je štikel v tisto teraroso pogrezno. Tako da, če me zdaj slučajno vprašaš, če se ti zdi, da boš intrigantna, da bi kaj izdala, ti ne morem, ker se ne spomnim. Njeno življenje je dobesedno oder. Njene številne vrhunske predstave imajo naš bučen aplavz in poklon. Je tudi v filmih in na televiziji. Včasih jo prepoznamo tudi v likih risank in kot strastno pripovedovalko pravljic. A ko jo samo enkrat slišimo, je nikoli več ne pozabimo. Njen žameten glas je namreč kot objem brez dotika, njena dikcija kot lepo brušen diamant. Je tudi mama 3 hčera, ljubiteljica narave in rodne radovljice. Preprosta, čustvena in vedno mladostna. Z dušo prave rokerice. In seveda, čisto nasprotje zdaj popularne Julije Steiner, Skrite v raju. Vabim vas, da spoznate Sabino Kogovšek-Tuto in dobrodošli v Green Room. Tuta, jaz sem tako vesela, da si prišla danes sem. Oprosti, naježila sem se. Hvala ti za ta intro. Vem, da namaraš osebnih intervjujev, ampak midve se že zelo dolgo poznava. In jaz sem te spoznala kot Tuto in me najprej zanima, a te sploh še kdo tako kliče? Ja, v bistvu me kliče brat, on je me tudi začel tako klicati. Pokličejo me kdaj kakšni prijatelji, vsi sodelavci na RH-u, stari me še tako kličejo, ker namreč tako sem se jaz predstavljala, ko sem bila špikarca na Radiu Študent. Mislim, da nisem nikoli šla v eter s svojim imenom in ko sem šla prvič s Tuto, sem potem to ohranila do konca. Tako da ja, še se odzovem na to, No, me veseli. na ta vzdevek. Ti prav paše. Hvala. Ampak je pa zanimiva zgodba za tem vzdevkom. Mal poznam, vem, da je mal tudi tvoj brat začel s tem, Petja, novinar športni nekdanji, moj sodelavec. Ampak povej nam to zgodbo, nam jo zaupaš. Veš kaj, v originalu ta zgodba je zelo dolga, ampak začne se pri enem vaškem posebnežu, begunskem, tam je naša domača hiša, kako bi človek rekel, družinska, in enkrat sem bila, to je bilo že dolgo nazaj, stara sem bila 13 let, šla sem v trgovino, bil je Rudi, vsi smo ga poznali, gledal me je in je tako najprej malo zacepetal in potem mi je rekel: Lejo, Tuto, kako je zrasla. In sem jaz onemela in ne vem, sem takrat prišla s trgovine s tistimi stvarmi, po katere sem šla, ker sem bila čist paf. In potem sem to zgodbo seveda razložila doma in Petju in tako in so se vsi nasmejali, vsem se je zdelo to zelo duhovit in od takrat naprej sem bila doma Tuta in potem je to šlo naprej. Ampak Petja te je začel klicati. Petja me je začel klicati, ja. Začniva midvi seveda zdaj z najbolj aktualno serijo Skrito v raju in tvojo v bistvu veliko komercialno vlogo, ki je zdaj že kar vroča nekaj časa, v 2. sezoni ste. Ima izjemno gledanost, res neverjetno. Tudi jaz te rada gledam, čeprav si mi bila v 1. sezoni zelo zoprna. Ne, zakaj? Ja. Si mislim, da si bila vsem, ne? Ne. Ti je bilo všeč, da si bila negativka. Zdaj se malo hecam, seveda, to je bila Julija 1. sezone, ki je bila zelo radikalna, zelo ekstremna v svojih dejanjih, ampak takrat jo je zgodba ujela, bila je v svojem delu življenja, služba ni bila v redu, kariera ni bila v redu, družina ni bila v redu, odnosi so bili vsi podrti in tako naprej in v teh letih ženske zelo emotivno reagirajo, včasih tudi nerazsodno. Zdaj jo mogoče malo branim, ampak kakorkoli, to je vendarle fikcija in tukaj gre za žanr, ko gledaš to, oziroma tudi, seveda, predvsem, ko igraš, moraš vedeti, da gre tukaj za žanr in da si v tem smislu lahko privoščiš emocije malo navite, malo mora iti čez. In to je nekaj, kar je izjemen igralski izziv. Tako da meni
je bilo to vlogo že v prvi sezoni igrati z užitkom. Zato, ker je ponujala take situacije, ki seveda so tako zelo over, to je tako zelo čez, ne, da pa tako zelo drugačno od tebe. Seveda, to je super, to imamo igralci radi, takšne izzive. Zakaj misliš, da je bila serija tak hit? Kaj ti misliš? A veš kako, vedno se začne, vsaka stvar, karkoli, se začne pri tekstu. Jaz mislim, da tukaj ni bilo nič dosti drugače. Mislim, da so se pisci sigurno z nekim namigom naročnika odločili, da bojo, prvo to je bila slovenska serija, da bojo pisali nekaj v tem smislu, kar bo ljudi vlekali. In tukaj noter imaš vse elemente, ki so praktično čist, kako ne rečem, klasična tragedija ali pa kakorkoli. Imaš dva junaka, Romeo in Julija, ljubezen je nemogoča, stalno je neka štala, stalno neke drame in potem imaš pozitivce, negativce, vmes se to seveda more pa fino prepletati. In tukaj se začne, je pa dejstvo, da je tukaj produkcija, to so bili Idealisti, so bili izjemno skrbni že pri samem castu, in pri samih sodelavcih, ki so poskrbeli za sceno, za kostume. Mislim, da tukaj želeli, oni sami so imeli velike in visoke ambicije in tudi posledično igralci smo bili zelo lačni in dela, ker to je bilo tik po koroni in smo si želeli narediti nekaj, kar bo dobro. Seveda ti, ko delaš, ne veš, kaj bo prišlo ven. Res je. No, in jaz sem v bistvu zelo ponosna na Andrejo Virk Žerdin, moja bivša sodelavka, ki je ena od drugi je Boštjan Tadl, ona dva sta glavna scenarista. Povej mi, koliko imate igralci te svobode, da mogoče malo scenarij, malo kaj dodate, kaj po svoje poveste, je to lahko naredite? A veš, kaj ste se kar držali zgodbe? Scenarija ne. Ti scenarija se moraš držati, to je, ker ti ne snemaš kronološko, mi ne snemamo, v enem dnevu se ne bo posnel en cel del, od začetka do konca, ampak na začetku si dobil, 20 delov. No, ravno to sem te hotela vprašati. Kako težko je preklapljati? Res, večina misli, da se to snema v bistvu del po del, pa se ne. Vi snemate za različne dele v bistvu enkrat. V enem dnevu imaš recimo 20 sekvenc. In vmes se že toliko stvari zgodi. Seveda. In kako to v bistvu igralec preklaplja? Zdaj, a moraš spet hitro scenarij gledati, malo mi to povej, kako to sploh gleda? Veš kako, ko se lotiš take zadeve, moraš imeti najprej zelo natančen opis slika in odnosov. In to seveda delaš skupaj tudi z režiserjem, jasno. To je zelo kolektivno delo. In scenarij dobiš 20 delov. V enem snemalnem dnevu posnamaš ti recimo 20 sekvenc, posnamaš 5. sekvenco iz zadnjega dela, 1. sekvenco iz 3. dela in tako naprej. To se snema glede na prostor. Danes bomo posneli vzhodnik, danes bomo posneli to in tako naprej. In ti kot igralec moraš imeti v tem smislu zelo dobro mrežo in pregled nad likom, kaj se mu dogaja. Delaš pa vsako sceno posebej. Zelo fino je, če veš, kaj v tisti sceni je bistveno, odkot prideš, kam greš in kaj hočeš to sceno doseči. No in zdaj recimo, ko se gledaš nazaj, zagotovo si se pogledala tudi mogoče prvo sezono. Zdaj se ne gledam več. Prvo sezono, ne? Pogledala sem si svoje parte, vse ne, ker tega je preveč. A si bila zadovoljna z videnim? Ja, si vedela? Ja, sem bila. Sem seveda tudi videla vse kikse, pa vedno bi se dal boljš narediti, ampak... To je vedno pol tako, ja. Tukaj tega razkošja ni razkošja časa. Tukaj ima vsaka sekvenca 20-23 minut, če zamujaš z minuto. A se dostikrat ponavljali kadre? Ne moreš. Ni časa. Ne. Tukaj ni časa. Ti, ko prideš na set, moraš imeti, ti kot igralec, tvoje delo mora biti absolutno pokrito s tekstom, z mizansceno, zato je tudi zelo malo mizanscene. Ne omogoča to tudi nekih gegov, ker bi se zapletel, ker nimaš časa ponavljati. Čim manj rekvizitov, to so neka taka pravila, a veš, čim manj rekvizitov, čim manj tega, v bistvu gre to
moja naloga je, jaz sem to tako razumela, da je bistvo vsega, da poveš misel zelo dober. Če boš povedal misel dober, bo vse prišlo zraven in ne boš rabil nič nalagati še na to. Predvsem bo pa kader poln in ne bo slab. Zmer se mi je šlo nekako, da noben kader, ki ga posnamem, ni slab. Ja. Čeprav jih je bilo ogromno. Kako je potekal recimo en snemalni dan? Kdaj ste začeli snemati? Že to zelo na vse zgodaj zjutraj? To snemaš pač ob 6:00 se začne snemanje, do 6:00 oziroma 5 do 6 se konča. Ti ostaneš pa ob 4, zato da si v maski že več kot 1 uro prej in potem si v maski in se oblečeš in greš in potem imaš pauzo vmes, ki jo seveda filaš tudi z drugimi stvarmi in ogromno je preoblek, prav zaradi tega, ker se ves čas menjajo ves čas se menjajo sekvence in deli. Tako da mikrofon dol, slečce gor, to se potem tako postaviš, veš, da imaš, koliko imamo, 3 minute, okej, in vse v tistih 3 minutah in te oblačijo, slačijo, žega in greš naprej. Zaupaj nam. Tako roller coaster, čisti. Zaupaj nam, kaj se vam je še kaj dogajalo. Ja. Dogaja se itak toliko, da ti... Kakšno anekdoto, recimo, če poveš? Ja, mogoče anekdota, ki se veže tudi na štikle, ki sem si jih danes nadela, kar sicer ni moja navada, ker je to na nek način moje delovno obuvalo, ker sem ves čas v štiklih, pravzaprav na odru, jih privatne nosim. No, ampak Julija je ves čas v štiklih, to se mi zdi fenomenalno. Ja, tudi če pride v kamp, ona drži, ne popušča. No in da smo snemali eno sceno, ki sem mogla nekaj prihiteti v kader in sem imela pač štikle sredi tistega kampa. Ni šlo, ker se mi je pač štikel v tisto teraroso pogreznil in recimo, ampak to so take, sicer pa tako, kot sem rekla, veš, to je res tako zelo intenzivno in predvsem tvoja koncentracija mora biti izjemna, ker praktično ves čas držiš tekst v glavi, to je bistvo, to je vse, kar imaš, da ni časa, hočem reči, za te... za karkoli neke sproščene atmosfere znotraj, sproščene, da bi se neki blazno hecali. Ni, zato ker boš padel ven, ne boš prišel več nazaj. Kaj pa pol po snemanju? Ste si vzeli čas, ste se pol podružili, kaj igralci? S kom si se ti najbolj razumela? A veš, jaz sem v glavnem imela moji partnerji, so bili bolj ali manj samo moški, tako da jaz sem imela zelo malo ženskih partneric, ampak generalno smo se med sabo res vsi zelo dobro razumeli. Tako, kot sem rekla, tukaj so bili producenti zelo občutljivi, z neko veliko občutljivostjo so nas zbirali, zato so tudi zbrali pravzaprav nas kot družino, ne vem, Blaž Valič, ki sicer igra mojega moža, v seriji, Julinga moža. Midva so bila sošolca na akademiji, in če imaš ti eno tako kilometrino za sabo, je to lažje, to je takoj si noter, poznaš se. Aleš je bil, Valič je bil moj profesor, pa tudi sicer, smo profesionalci. Zdaj v seriji nastopa tudi kar nekaj mladih igralcev, torej mlajše generacije, tudi nekaj amaterjev. Kako gledaš ti kot starejša igralka na njih in predvsem so te prosili recimo za kakšen nasvet? Kako gledaš? Sploh na te, tudi ki niso igralci, recimo. Veš kaj, tako iskreno, za nasvet sem prej jaz njih prosila, ker imajo te mlade generacije veliko več kilometrine, kar se tiče snemanja kot mi. Vsaj jaz osebno. Drugače so pa izjemni. Z njimi delati je lepo, navdihujoče in z nasveti je pa tako, a veš, ne dajem jih, če me ne vprašajo, ne želim biti pokroviteljska in jih prav veliko tudi ne rabijo. Tako so v tem smislu, če recimo pogledam sebe nazaj, pa svoje sošolce ali pa nek prerez naše generacije,
Precej bolj samozavestni. A veš, ne nazadnje imajo že s temi socialnimi mediji, ki so skozi izpostavljeni nekim telefonom, snemanjem. Zato se tudi snimajo kar naprej. Ne? Ja, to je njim zelo blizu. Živijo, kjer kader je boljši. Ja, absolutno. Kjer profil. Ja, a ne? In to vse pomaga. Mislim, jaz se mi zdi, da sem se te stvari sproti učila. No. Tako da ja, lepo smo se imeli. Kako se zdaj sooča s to prepoznavnostjo? Verjetno opaziš poglede, vse povsod, kamor greš, a ne? Ja, malo več je tega, a ne. Predvsem so otroci me zmeri tako, pa zmeri malo zašušti, malo zacvrči, pa pridejo do mene, pa tako, ne, to je del mojega poklica in tudi del tega, da snemaš neko tako komercialno stvar, a ne greš v to, sicer so pa ljudje spoštljivi, zelo prijetni, moram reči, da nimam slabe izkušnje in v končni fazi to nam godi. To nam je lepo. A si kdaj že doživela recimo tako prepoznavnost, kot si jo prav zdaj s to serijo? Ne, na ta način ne. Ne. Mislim, to je tudi en del tega, no, ko smo imeli konec prve sezone, ta meet and greet, prvi meet and greet, zdaj se bojo še zgodili. Ja, to je bilo nepozabno. Mislim, to je bilo nepredstavljivo in mi smo bili vsi kva? Ampak fino, prijetno, no, tako to hočem reči. Bil je en izjemno vzdušje. No, mladi res zelo radi spremljajo to serijo in jaz sem jih malo vprašala, kaj bi te vprašali, ne? In so mi kar napisali na listek vprašanja. Super. Svetujem, da ti kar preberem. Ja, kar dej, bom že kaj povedala pametnega. Ali pa ne, bom videla. Najprej, kaj te je najbolj prepričalo, da si sprejela vlogo Julije Steiner? Lik, ekipa, to se pravi igralska ekipa in produkcijska režiserska ekipa in cel izziv, ne, vse skupaj. Ali si vadila tudi pred ogledalom, oziroma kako se pripravljaš na vlogo? Ogledalo pa je pa samo, ko je treba biti v maski, ampak to si tako zalepljen zjutraj, da tudi slučajno te tisto ogledalo niti malo ne zanima. Ne, z ogledalom ne, sigurno ne. Načeloma je koliko ponavljen, recimo? Na to vlogo sem se pripravljala v resnici tako kot na vsako vlogo. To pomeni, začneš pri tekstu, ker dokler je lik na papirju, je mrtev lik. Julija ne obstaja. Ti jo boš naredil. To se pravi, to je bilo delo, najtežji del tega dela je bilo seveda učenje tega teksta na pamet, ker ga je bilo ogromno. Ko sem jaz dobila tak pok, pa seveda to ni bilo vse, ampak prvi ta sveženj in so rekli, no, čez 14 dni začnemo snemati. Jaz sem tako, 2 dni sem se takole tresla in sem si govorila, a je bilo meni tega treba? Kaj sem si naredila? Ker je bilo nepredstavljivo res se to učiti, ker tega je res ogromno. Ampak potem se naši možgani so in spomin je narejen tako fenomenalno, to je najboljši računalnik na svetu. Ti enostavno ga tako lahko res natreniraš, da v trenutku, ko posnameš sceno in je konc, vržeš tisti scenarij v smeti, ker je že čez 5 minut nova zgodba, resetiraš sam te stvari in ti ne ostanejo. Sam spomin poskrbi za to, da ima prostor za novo nalaganje teksta. Neverjetno. Ja, neverjetno je to. In to potem res, ker recimo zanimivo, ko sem gledala prvo sezono, jaz sem se spomnila vsega. Jaz sem točno vedela vse. V drugi sezoni, ker je bilo tako že vse, pa ne. Tako da, če me zdaj slučajno vprašaš, pa če se ti zdi, da boš intrigantna, da ti bom kaj izdala, ti ne morem, ker se ne spomnim. A ne. Ja, no, lej. Naslednje vprašanje. Ali so ti bile všeč obleke, ki si jih nosila? Izjemno. Tanja je naredila izjemno kostumografijo, a veš, tudi tako je, a ne, ta lik je
kot sem rekla, to je lik, ki je napisan, ki ti potem režiser absolutno da svoj input, potem ti ga pa da maska in potem ti ga da kostum. In to so stvari, ki so vse definirane, še preden se sploh karkoli začne. A ne? In tako da ti zelo hitro vidiš, za kakšen lik gre, kakšno žensko bom igrala, sem vedela že potem, ko sva bile 2 uri ali pa še več, sem bila zaprta v kabini, v tej trgovini in probavala vse živo. Pred snemanjem seveda, si že vse mora biti že prej. Ja, to je vse, ko se začne, mora že vse biti. Po dnevih, točno vse, kaj kje nosiš, a ne. In, zanimiv je ta proces. Ja, to je zelo zanimivo. Vejo, kako v bistvu vse je pripravljeno, vse je po vrečkah, vse je zapisano, vse se slika. Vsakič, ko greš, vse se preslika, da veš, ko boš ti čez 1 mesec snemal nadaljevanje tega, moraš biti seveda absolutno identičen, moraš imeti točno isti nakit, ista frizura. To sva bile, prej sva o tem govorila, ker ne snemaš kronološko. Ne, to je vmes vmes je bilo 2 meseca ali pa 3, pa smo se vrnili na začetek, a ne, to so taki lupi, ki jih delaš, zato je zelo pomemben, da ko greš to, da imaš pregled, se vsega ne moreš imeti, ampak da ti veš, kaj ta lik počne, kje se nahaja. Ko si pa na samem setu, seveda je pa to režiser tisti, ki ti povela, Sabina, zdajle, tle si bila, ne, ko smo to snemali, vstopaš v to, asistenti režije, vsi sodelavci delajo zate, vsi delajo zate. Zato, ker tvoje delo je res to, da ko reče kamera teče, da si noter in igraš. A ne. Kako skrbiš za svojo postavo, ker si tako lepa in suha? Ja, to je eno vprašanje. Tako, ne, vse super, hvala lepa in suha. Veš, tako je, eno so geni definitivno, eno je moj odnos do telesa, ki ga pač imam že, odkar pomnim, rada pač telovadam, to je dejstvo, delam tibetanke že, ne vem, od akademije naprej, rada sem v gibanju in če imaš 3 otroke, to pa sploh ni tako težko. Jaz sem v bistvu človek, ki moram bolj paziti, da ne grem v minus, ker zelo hitro se mi to zgodi. Tako da ja, v življenju še nisem videla fitnesa, ampak krožnik me vidi pa vsak dan. Bravo. No, se podobno vprašanje, kako skrbiš za svoj videz, ali bi si kaj spremenila? So stvari, ki bi jih, ampak to so bolj take, ki me, ne vem, počas bi si šla, kakšne ne bi imela leč, recimo, ne, nosim leče že celo življenje, imam pač stigmatizem, bla, bla, bla. Pa bi to mogoče, pa ne bi, ampak v resnici sem za vse... Kaj pa kakšni drugi popravki? Lepotni misliš? Ja, lepotni. Veš kaj, to je stvar vprašanja staranja, ne. Zdaj, to žlahtno staranje pa gubice so šarmantne, lej, v to se je v redu. Saj so, ampak do neke mere. Nobena se zjutraj rada ne vidi, ali pa tudi kdaj tako, recimo pustimo to temo, no, koliko so gubice šarmantne. Sem pa sama čist preveč, kako ne rečem, chicken shit, zato da bi se šla, da bi si delala kakršnekoli posege na sebi. Ne bi. Super si, ne potrebuješ. Nekako ne bi, dokler lahko, ne, tako. Ali bi kdaj še posnela kakšno serijo? Seveda bi, tudi sem kakšni mogla reči ne, žal, tako je. Trenutno sem še v tej fazi, ker ta proces, da prideš k sebi po taki vlogi, po takem delu, a ne, kar traja. In recimo tole zavedanje, da bi zdaj šla še enkrat v tole, ta hip, mogoče bi si vseeno vzela še malo pavze. Mi paše, da sem lahko na nek način mirna in posvečena temu, kar sicer delam v življenju,
to je gledališče, a ne. In Gledališče je na prvem mestu. mislim, ja, seveda je, zato ker tudi snemanja, ponudbe za snemanje ne dobivaš kar tako po tekočem traku, a ne, to so bolj izleti. Želim si jih absolutno in ja, ampak zdaj trenutno je tako, da imam kar ta mir, ki ga imam, mi je zelo dragocen. To pomeni, da lahko delam na radiju, da lahko snemam kakšne take stvari in tako naprej. In da predvsem, da imam čas za gledališče in familijo. To je bistvena stvar. Bova malo kasneje še o tej temi. Še eno vprašanje imam za tebe od mladih. Julija ne mara kempa, kaj pa Sabina? Ali ste bili tudi vi kdaj pavšalisti? Ne, pavšalisti pa nikoli nismo bili, sem bila pa tabornik. Ja, mi smo pač hodili šotorit z družino in tudi celo osnovno šolo sem hodila s taborniki na morje, tako da meni je to izjemno blizu. Ja, Če zdaj končava s to serijo, zaključuje se, kmalu bomo videli konec. Vem, da ne smeš nič povedati, ampak lahko pa mogoče majčkeno spojlaš, ali bomo presenečeni nad razpleti ali ne. No? Mislim, da to ni presenečenje, da boste presenečeni. To je tak tip serije, ki te ves čas preseneča. Če bi človek živel to serijo... A bo hollywoodski konec, no pa te bom pa tako vprašala. Ja, kakor za koga. Aha, kakor za koga. V redu. Se bomo kmalu videli, tako da se ne bomo več vprašala. Tudi že skoraj 20 let si članica ljubljanske Drame. A res? In zdaj se je ta drama preselila na Litostrojsko. Zelo na kratko, kako se počutite v novih prostorih? Mislim, da boste še najmanj 2 leti tam, ne? Kako je občinstvo sprejelo? Če bomo najmanj 2 leti, bomo zelo veseli. Nisem se še udomačila. Predvsem je tako, ne, bolj sem nostalgična ali pa bolj z bolečino spremljam, ker se pač vsak dan prekolesaram in Drame, da se tam noter še nič ni premaknilo, ne, kamenček ni. Koliko časa bo to še trajalo? 3 leta lahko? Kaj misliš? Zdaj bom diplomatska, pa bom rekla, da tega še Cganka ne ve, ne. Ampak v resnici, če spremljamo zgodbo naše sestrske hiše, to je Opera, kjer so bili, mislim, da 6 let na Gospodarskem razstavišču in glede na to, da se tukaj zgodba v Drami z Dramo niti še začela ni, a ne, tam je eno zapuščeno parkirišče. Zelo žalostno in tako bo tudi, kot vem, naprej. Se mi zdi to en tak kar madež kulturnega ministrstva in zato je 2 leti, je nemogoče, ker že mislim, da samo pravno pogodbeno na papirju je ta veliko večja in višja številka. Kot si rekla. S kom si pa zdaj tukaj deliš garderobo, ker je vse drugače? Veš kaj, zdaj, drugače je to, da sicer imamo nek domicil, imam sicer svojo garderobo, ki jo delim z 2 ljubima kolegicama, to je Barbara Žefran pa Veronika Drolc, ampak jaz sem izjemno malo v tej garderobi, ker imamo v Mali Drami spet svojo garderobo, kjer sem seveda z vsemi svojimi kolegicami iz predstav, ki se menjamo in smo pretočni. Za letošnjo sezono bi rekla, da sem največ v garderobi preživela v Operi, ker sem si jo delila svojo drago Nino Valič. Tako da, to smo zdaj ti prepišno obdobje. Ti včasih ste se igralci zelo veliko družili, sploh v tem lokalu pod Dramo. Pri Jožici, ne. Koliko se danes še družite tako privat? Ali pa po predstavah? Greste kaj spit? Recimo po predstavah gremo ponavadi, sigurno ni več tako, kot je bilo, ker nimamo nekega sidrišča, a ne, ampak smo pa v tem smislu ekipno precej povezani, zmeri po predstavi kakšno rečemo, je pa tega druženja zelo malo, no, tako bom rekla. Super je, ko imamo kakšno gostovanje. Tudi zato, ker smo starejši, imamo družine, ne, včasih, ko si mlajši, pač imaš več časa pol. Sigurno tudi to, pa veš kaj je tudi, ne, da se generacije se menjajo, a ne, jaz se spomnim tam pri Joži, včasih je bilo tako, da čisto vsi, ko smo delali, smo pol po vaji, v 10:30, ko se je vaja zvečer končala, smo se dol dobili
Pa to niso bili zdaj vedno žuri, ampak to je bilo pač nekaj, da gre mal, da se mal sprostiš, da mal predihaš, kar si pač delal, a ne, na vaji. In je bilo zelo luštno in tega je bilo veliko. Zdaj pa mislim, da so se res tudi malo generacijsko, a ne, stvari spremenile, no, tako bi rekla. Ni več teh zloglasnih žurov pa tega stereotipa, da se blazno popiva, pa to ne. To so bili nekdaj nazaj časi. Ja, res nekoč, no. Nekaj me zanima tudi igralci, ki imate redne službe, zaposleni ste v gledališču, potem pa zraven še veliko recimo nastopate v serijah, v filmih, nekateri delajo še na radiju, ki recimo tudi sinhroniziraš risanke, potem nastopate še v TV oglasih za znane trgovce in tako naprej. Povej mi, zakaj recimo igralec prejme tako vlogo, recimo sploh nastop v TV oglasu, tudi ti si bila, je to zaradi visokih honorarjev, je to kakšen drug razlog, zakaj? A veš kako, igralski poklic, a ne, nisi samo gledališki igralec in nisi vezan na oder. Igralski poklic ti omogoča marsikaj, pol je zelo razprto. Ne nazadnje so igralci, ki s tem, da si služijo denar, so recimo tudi na pogrebih recitatorji, ne, če se tako. Mislim, pač hočem reči, ti si lahko, marsikaj lahko delaš in vse, kar dobivaš, je seveda zate izziv. Mene osebno, zdaj bom zase govorila, mene vsi izleti ven iz gledališča, iz odra recimo, to pomeni radio, risanke, serije, karkoli pač delam. A veš, mene to pač plemeniti. To je meni všeč, jaz to rada počnem. Veliko tega počnem, mogoče v zadnjih letih risanke še najmanj od tega, kar si omenila, sem pa zelo prisotna še vedno na radiju, zelo veliko sodelujem s kulturno-umetniškim programom Radia Slovenija in to je nekaj, kar recimo ne delaš za denar, zaradi tega, ker recimo honorarji so tako mizerni, da če dobiš pač listek, ne, ker nisi dobro parkiral, mogoče ravno pokriješ, a ne, govorimo o takih honorarjih. Kaj pa recimo razlike med moškimi in ženskimi, torej med igralci in igralkami? V honorarjih? V honorarju in tudi drugod, seveda je več vlog, še vedno moški, ne? Pa mislim, kar se tiče honorarja v tem smislu, tukaj kot jaz vem, ni razlik, da bi se gledali na to, da smo na tem polju recimo dosti enakovreden, da smo enakovredni, a ne. Tukaj se gre za to, kakšne rejtinge nek igralec, igralka ima. Kar se pa tiče seveda te neke kvote vlog za igralke ali pa igralce, je pa jasno, da smo tukaj absolutno prikrajšane že v osnovi skozi svetovno literaturo, ne, vzameš Shakespearea, tam sta pač dve vlogi, ne, to je kraljica pa dojilja, pa mogoče še kakšna kakšna hči kraljeva. Vlog je res več moških. Vse ostalo so moški. Je pa dejstvo, da se, a ne, gledališče, razumevanje gledališča, branje in gledanje in delanje gledališča seveda precej spreminja in danes ni več, ne moremo več sploh govoriti o nekem klasičnem gledališču, ker so te vloge zelo pomešane in tudi teksti so pisani v smislu veliko bolj kolektivno, so avtorske predstave oziroma avtorska dela, kot se reče, ko se cel kolektiv pod to podpiše. A veš, ni več sploh, bi rekla, klasičnega branja tekstov, a ne. Ti mi pa so res ti časi tudi minili, a veš, kot si prej rekla, da igralci radi sprejemate še pač neke dodatne stvari, torej nastopate v serijah, kjerkoli, v reklamah, v glasih. Včasih so te klicali, prosili, če prideš, danes se pa v bistvu igralci kar nekako sami tudi ponudijo, da bi dobili vlogo. A veš, kako je? Je taka konkurenca med igralci pri nas? Kaj misliš? Ko sem jaz končala akademijo, ni bilo še bojazni, da ti ne bi delal. Zato, ker so gledališča zaposlovala mlade igralce nas kot goste in tako naprej. In potem si šel na trg in dela je bilo dovolj. Tudi službe
so bile, a ne, recimo, kar nekaj mojih sošolcev oziroma sošolk se je kar direkt zaposlilo, a ne, to je danes res nepredstavljivo. Zato vsi ti moji mladi kolegi, eno je, da morajo delati pravzaprav vse, kar se jim ponudi, druga stvar je pa tudi to, da se je v vseh teh letih produkcija serij, a ne, zelo razvila in recimo jaz vem, da je bilo včasih gledano to tako malo omalovažujoče, a ne, če si se ti podal v komercialne vode in potem si se prodal. Ja, mislim, tega nisem razumela niti takrat, niti zdaj. Zame to ne obstaja. Zame je merilo dela, koliko si ti v smislu tega pošten. Do sebe in do dela. Če tvoj odnos do dela, zato pravim, jaz se te vloge nisem nič bolj posebno lotila, čeprav je izgledalo v primerjavi z neko vlogo, ki jo dobiš, recimo radijska igra, ki je čist nekaj drugega, ampak moj odnos do tega je bil identičen, je bil enak, a ne. Zdaj, zato pravim, da sem vesela, da mladi nimajo več v tem smislu predsodka, da so ful bolj samozavestni in to se mi zdi super. In to je nekaj, kar pravzaprav mi, ko jih spremljamo, smo lahko hvaležni, da nam imajo veliko zadati. Čeprav na prvo žogo ne zgleda, ampak ja, mislim, da nikoli v življenju ni dobro se postavljati na vrh. A veš, ker ko si na vrhu, oziroma če zviška gledaš, pol sebe več ne vidiš. A ne? Tako nekako se mi zdi. Tako da meni se zdi to oplajanje in miksanje in mešanje in prihajanje znotraj žanrov, znotraj medijev, to je vse dobrodošlo, a ne. In super je, če si čim bolj fleksibilen znotraj tega, a ne. Se strinjam. Si že odigrala, po tvojem mnenju, svojo najzahtevnejšo, najboljšo vlogo? Ali jo še čakaš? Že, ne, veš kaj, kakšne pa že, ne, ampak a veš kako, nikoli nisem gledala na stvari, ki jih počnem kot definitivne, kot končne, kot nekaj, a ne, zdaj sem to naredila, zdaj pa imam. Ne, pač v tistem trenutku, recimo zdaj, če grem nazaj na konkretno vlogo Julije, mislim, take vloge, tako kompleksne vloge, to je nekaj, kar si igralec lahko samo želi, a ne. A veš, da se lahko preigraš znotraj vsega tega. So te sami poklicali za to vlogo? Ja, za to vlogo, tako je mi, seveda, zato sem tukaj, ne. Ampak mi hodimo na avdicije, to seveda ne pomeni, da stojiš tako, kakor gledaš v ameriških filmih, a ne v kilometrski vrsti, ne. Pač nekaj igralk ali pa igralcev se pokliče, ki so primerni za to vlogo in potem narediš nek posnetek, ki upam, da bo šel v depo, karkoli sem delala, kadarkoli, ker je to po moje grozno. Torej nisi bila edina izbira, ne? Ne, mislim, da smo bile ene tri, ampak moram pa priznati, da tle se mi je pač res to zgodilo, ne, da sama nisem bila toliko prepričana, da bo to šlo skozi, ker sem bila takrat izjemno zasedena in če ne bi v bistvu producent toliko verjel, da to bo šlo čez, čeprav, a ne, ja, smo tudi kakšen davek plačali za to, jo po moje sploh ne vem, če bi se, mislim, precej manj sem si jo želela, kot so si želeli, da bi oni mene, no, tako bom rekla. Ampak se je lepo išlo. A te kdaj zanimala tudi tuja produkcija, oziroma imaš to željo, da bi mogoče probala tudi? Ne, preprosto zato, ker, a veš, naše izrazno sredstvo je pač jezik. Ja. Je govor, je beseda. Tako je. In zelo težko to. Mislim, nič se ne branim odigrati kakšne ruske sobarce ali pa kaj takega, a ne, ampak kaj dosti več od tega pa, mislim, če se bo zgodilo, a ne, to ti lahko recimo nadaljujem samo mogoče s tem odgovorom, da nobene stvari ne gledam kot definitivne, kot končne, tako kot nikoli si nisem ničesar na ta način dobesedno želela, jaz bi pa rada igrala to pa to vlogo, prav konkretno. Ne, jaz vem, česa si ne želim, in posledično vem, kaj si želim. No in kakšne vloge ne bi nikoli igrala? Predvsem ne bi rada igrala z ekipo, s katero se ne razumem že v osnovi.
To je pred vlogo, no, tako bom rekla. Ja, v tem primeru sigurno. No. Kaj pa recimo golota in Tima? Bi sprejela vlogo, kjer bi bilo veliko golote? A veš kaj, odvisen za kaj bi šlo. Sej golota ne pride kar tako, a ne, če igraš, ne vem, lik, ki je v eni fazi pač gol, ker je nemočen, ker je bolan in to pa še pač k delu neke zgodbe, je to nekaj popolnoma naravnega, a ne, sej to je telo. Da bi izpostavljala svoje telo kot objekt, ali kakšenkoli, to me pa ni nikoli zanimalo, nisem čutila potrebe. Čeprav to ne pomeni, da nisem bila nikoli gola na odru, sem bila. Mislim, noben bav. Pač to je moje telo. Tako. Moraš ga pač sprejemati, ne, in to je tudi del teh... Moraš ga znati sprejemati, ja. Ja, to je tudi del teh vseh sprememb starostjo, ki pridejo, a veš, pač to sem jaz, a ne. In če tega ne sprejmeš, je najbrž težko, zato ker te frustrira in to se vidi, to se čuti. Kako pa čutiš zdaj to predstavo Nebesje, gre tudi na Borštnikovo tekmovanje? Ja, to je pa zdaj naša predstava, ki je ena od, ki je še za odigrati, sezone še definitivno ni konc. Ja, seveda. Zgodba je super. Lucy Kirkwood je dramatičarka, ona je mogoče bolj znana, tako bom rekla, ljudem splošno, ker je ena od scenaristk Successiona, te izjemne serije Nasledstvo. Zelo znana avtorica je ona, sicer tudi pri nas, dosti uprizarjena, no, ampak ja, to je predstava, ki komaj čakam, da začnemo z obnovitvenimi vajami. Nismo jo igrali 1 leto. Ja, ali je bilo pavze vmes? Ja, 2 kolegici igralki sta srečno pač porodili, zdaj gremo na Borštnika, vsi se jo izjemno veselimo, igrali bomo tudi v drami in potem na Borštniku, tako da ja, držim pesti. Krasna reč, no, to je eno od, recimo... Da prepričate žirijo strogo. Veš kaj, sej to tekmovanje, ja, je tekmovanje, na konci vedno nekaj želiš, če veš, da za nekaj se poteguješ, sigurno je pa to nek tretji, ne vem, kateri vzgib, da bi te to gnalo, da boš dobro odigral. Bolj se gre za to, da imamo vse izjemno rade, da gre res za eno predstavo, zaradi katere ti ne dvomaš, zakaj si se za ta poklic odločil. No? In ko te recimo lahko napolni za vse tiste tlake, ki se ti tudi mimogrede zgodijo, ki jih moraš pač odigrati. Tudi to obstaja. Tudi ti si vedno želela biti igralka, a je res? Ja, čeprav res, ja. Pot ni bila direktna. Ne, sem zmer vedela, da bom. A vedno, že kot majhna? Želja je prišla tudi vednost, da bom. Ampak nisi šla pa direkt, študirala si slavistiko, tako sem te tudi jaz poznala kot študentko, se veš, skupaj smo delali na televiziji, delali smo, velika ekipa. Smo, super je bilo. Zelo luštni smo bili. Se še dobro spomniš? Zelo. Nikoli ne bom pozabila. To so pač Gajba TV in vsa naša grupa. A veš, to so ene stvari v življenju, ki te naredijo. Ja, res. In te definirajo. 1 urno vdajo smo delali vsak dan. Ja, in to 1 leto, vsak dan. Ja, noro. Tako da je bilo intenzivno. Več kot 1 leto se mi zdi. Jaz sem po 1 letu pač potem naredila sprejemne, sem šla, sem vas mogla zapustiti kot voditeljica. Ravno to, jaz se spomnim, mi smo iskali voditeljco, oziroma voditeljski par. In Jure Longika, ki nas je takrat imel govorne vaje, je rekel, jaz pa imam eno. In Jure recimo, tako kot bi zdaj Jure rekel, bila je ljubezen na prvi posluh. Ta vam bo pa všeč, ima krasen glas, ful je prijetna, ful ima prezenco in mi pa prpel. In ko si prišla, se mi zdi, da si bila vsem tako všeč in bila si super voditeljca, skupaj z Dejanom Spasičem sta bila voditeljski par. Potem si šla ti, ko si bila že absolventka slavistike, ne? Absolventka še na spremne na AGRFT. In potem poznamo zgodbo naprej. Spoznala si Jurija in tako naprej. Veš kaj, se tako, kot sem prej rekla, Gajba TV... Ampak predtem si bila pa na radiju, ne? Na RŠ sem bila, pa še prej sem bila na lokalni radijski postaji, Radio Triglav Jesenice. Ni bila direkt pot do igralstva, ne? Ne, ni bila, zato ker
Ker sem šla pač malo po svoje. Ja, sej. Rabila sem Je iti. včasih fajn. Ampak to, kar sem ti rekla, ne, da sem bila pa v bistvu, da sem pa ves čas vedela, da želim postati igralka, to je res. Od tega jaz recimo nisem vedela, nisem tako občutila, mogoče takrat, ko smo delali. Ne, zato ker takrat sem delala slavistiko in stvar je bila tako, mal dana ad acta, čeprav vsako pomlad, ko sem šla mimo akademije, ker jaz sem se pripravila že takoj po gimnaziji, sam pač nisem šla. Fizično se nisem tam pojavila. Zakaj ne te je bilo strah? Nisi bila še redi? Ne, danes lahko temu čisti tako rečem, da sem recimo pod krinko neke najstniške zaljubljenosti v resnici po moje prvič tako zares izgubila malo poguma in samozavesti. To mi je bilo namenjeno. Pač pika konc. Verjamem, da so ti ene stvari pač namenjene, da se bojo tako zgodile. Kakšnikrat si rečeš, to je pa čisto naključje. Saj ne moramo vedeti. Jaz sama osebno pač vem, da je v življenju fino imeti fokus. Zavedno in nezavedno stremimo k temu fokusu. To je dejstvo. Ampak samo stremljenje, pa sama misel, da boš prišel do tega, ni dovolj. Jaz pač vem, da je za vsako stvar treba tudi zelo delati, ker če delaš, se ti odpirajo potem stvari, in lahko greš naprej, da prideš potem do tega končnega cilja. Verjameš, da tudi s svojimi mislimi in občutki lahko skreiramo realnost, vse, kar se dogaja okoli nas, da izhaja pravzaprav iz nas. To smo mi na neki nezavedni ravni tudi. Ja, do neke mere sigurno. Sigurno je, jaz mislim, da je sigurno neka mreža, v katero se lepijo naše misli in se potem nek puzzle sestav, da se potem na koncu vibracija, energija, na koncu materializira. Sej vici v tem, da se materializira, da potem ti dosežeš nek cilj, da ga vidiš, da ga občutiš. Pač jaz nisem mogoče... Jaz imam rada stvarne stvari, ker sem tako ekstremno emotivna, je to nek moj šlif in je to na drugi strani ta realnost, ki jo ne biti na tleh, se jo kar držim. To mi pomaga delati v življenju balans, za katerega se mi zdi, da je nujno potreben. Zasebno si pa tudi mamica 3 hčera, 3 punce imaš. Te mi najprej povej, kako je imeti 3 punce? A je to tako, ni vojn, pa so skozi trda pogajanja, ali kako? Veš kaj, moje 3 hčere, 3 sestre, kot so v vseh 3 različnih obdobjih odraščanja. Je najmlajša, ki ima 8, Mina, pa je potem Lola, ki bo 14 jeseni, pa potem imamo eno mlado damo, ki bo 17 kmalu. Je že 17. Kmalu bo, ni še čisto. In potem jaz pa se mi zdi tako, da plujem znotraj svojih spominov, svoje neke norega otroštva, čudovitega otroštva, zgubljene vmesne faze, ko končuješ osnovno šolo, pa si nor najstnik, tam 1., 2. letnik, ki ti nič ni jasen in si absolutno najbolj divji. In potem, ko se nekako počas sestavljaš, ko si tam v 1., 3., 4. letniku, se mi pa zdi, da si pa v neki fazi, ko si v resnici sam s sabo najbolj povezan, prisoten in tudi zelo dobro veš, kaj bi rad. Tako da znotraj teh gabaritov, evo se jaz gibam, včasih bolj, včasih manj uspešno, včasih bolj, včasih manj na glas. Ker smo kar glasne. Ja, sej prav, pa si vse poveste, zelo. Ste direktne, iskrene, brez zamir. Mislim, jaz pač imam rada čustva v smislu, da se jih deli. Prav, da jih damo ven. Tako. Absolutno boljše, kot da držimo zase. Zato jih tudi imamo. Tako. Želijo biti tudi one igralke? Imajo te? Sigurno so vse zelo opremljene z neko umetniškimi darovi, z nekim občutkom za ali glasbo, ali za slikanje, ali za tudi nastopanje. To jim je dano v zibko, tega se ne da spregledati, to je dejstvo. Kaj pa bojo, kje bojo, to pa po moje, da v neki fazi
tudi one še ne vejo ali pa slutijo in počasi grejo po tej neki svoji viziji. Karkoli bo, če bojo, bistvo je, da bojo srečne v tem, samo to, a ne, če pa pa že zdrave. zdaj začutijo, Tako. kaj si želijo, je pa to v bistvu nek privilegij, tega Ja. nima vsak, a ne. Rada pa hodiš tudi na koncerte, poslušaš rock, Zleni največ, ne? Ki je že v bistvu prava najstnica. Veš kaj, kar z vsemi, ker v resnici Aha, tudi ta mala? je glasba pri nas zelo prisotna, zelo jo imamo na glas, zelo Ja. veliko, zelo je raznovrstna, od K-popa do death metala, odvisno, v katero sobo bo šel, a ne. Tako da... A danes, recimo, ko poslušaš radice, ne, ti imaš licenco špikarja, ne, to si na Ja, RS-u to je ena naredila. taka huda reč, ja. Ampak vseeno, pogled danes, kar poslušaš, ker že vsak je špikar, ne? Veš kaj, iskreno tako, jaz poslušam zelo veliko radio, poslušam pa tudi samo RS poslušam zvečer, ko so pač oddaje, ki so še zmeraj izjemne. Si zvezda eni radijski postaji. Ampak načeloma pa poslušam Val 202 in zelo veliko poslušam njihove podcaste in ostalega ne poslušam. Vem pa, da je kar veliko vsega, a ne, da je mogoče radio danes tudi bolj pomemben, kako izgledaš, to je zame sicer čisto nepredstavljivo, a ne, da lahko vidiš na teh velikih panojih čudovite ljudi, a ne, kako dobro izgledajo ti radijci. Jaz pa pač mislim, da je vedno, saj bistvo radia je prav to, da je očem skrito, a ne, Ja. da ti, ko te gledalec oziroma poslušalec posluša, da si sam ustvari neko svojo sliko tebe in na to, kar pač ves čas poudarjam, vedno je pa vsebina, a ne. Vse se Ti začne je še vedno z zelo všeč ta vsebino, medij, ne? a ne. Ja, zelo. In zato sem tudi zelo vesela, da veliko delam na radiju. A veš, da imam to res kontinuiteto, ko lahko prihajam v studio in snemam. In zaradi tega verjetno ni časa niti za družbena omrežja, nič nimaš. Ne, to me pa res ne zanima Ne. več. Ne. Čeprav mi je fino včasih, ker se mi zdi, da je moja generacija na Facebooku tam kaj prebrati, ne, da tam se še nekako moja generacija pojavlja, ker Instagram, TikTok, to res tukaj niti nisem prišla. Pa saj tudi časa nimaš, ne? Veš kaj, saj ni stvar v času, a ne, ravno to je, ne, čisto iskreno ti bom povedala, da sem se zalotila, da pravzaprav imam v enem obdobju, zdaj sigurno že 2 leti ali pa še več, ne, da imam telefon ves čas pri roki, da kolikrat sežem, si da kar malo kolikrat berem, a veš, da odvisna tako, od tega, ja. tako, in od tega čas pa kar gre in potem sem rekla, ne, lej, to pa ne, mislim, to spiraš, Ja. to je erozija misli, no. Ja, To je res na koncu vse sprano, nič ne ostane, ne. V bistvu res ti nič ne To si ostane. Zelo dobro si to povedala. Tako da sem zavestno to dala na stran. Ker Te razumem, pač res ne, te razumem. nič bistveno in nič se ni zgodilo. Ne, nič. Ne, nič se mi ni Nič ne zgodilo. zamujamo. Nič od tega Čisto nič. nisem bolj ali pa manj Rada prisotna. hodiš še v naravo, rekla si vsak dan rožnik. Kaj še Ja, delaš? čisto da. Kako še preživljaš prosti čas, ki ga po moje več nimaš? Ob vsem tem, kar delaš že. Ja. In otroci in služba in... A veš, tako je, se to dostikrat razmišljam, kaj je moj prosti čas. Moj prosti čas je takrat, kadar se jaz dobro počutim. To pomeni, da sigurno je, ko sem doma, a ne, kadar se imamo fino in sem lahko absolutno mirna in tako sproščena s svojimi dekleti. Pravljice, še rada pripoveduješ? Ja, če je a treba, ne? zakaj ne? Ja. Vse, kar se tega tiče. Jaz imam literaturo izjemno rada. Jaz obožujem poezijo in... A tudi ta male rade berejo, recimo? Ja, Ja. ja, rade berejo. Tudi rade berejo, če jim jaz kaj preberem. Še boljše, še To je še boljše. V pisu drame piše, da te v igri odlikuje občutek za pravo mero. Koliko imaš pa prave mere sama v življenju? Koliko ti je pomembna prava mera? Veš kaj, mislim, da res z leti mi je ta balans, a ne, to ravnovesje zmeri bolj pomembno, a ne, zmeri bolj se seveda zavedam tega, da sem, mimogrede, jaz sem lani dopolnila
polovico stoletja. Tako da so neke misli, ki te same srečajo, ko si toliko star. Zdaj, zakaj se to zgodi, jaz še kar ne vem, ampak dejstvo je, da tako, kot da bi en kat naredil. A veš, začnete, v bistvu prvič se mi zdi, da sem se tudi začela spraševati o tem pismu, ampak koliko meni v resnici ostaja nekega res kvalitetnega življenja tega, in zato potem, kar je prav, zato potem tudi ceniš to, kar imaš, ne, in si mogoče v tem smislu malo bolj smotren, kje boš puščal svojo energijo, komu boš podaril to najbolj dragoceno valuto trenutno, to je čas. Zato pa, kot si rekla, pomembno je, da se fokusiramo na se, na svoje želje, na svoje življenje. To je kar fino, ja. Na svoj krog prijateljev, prijateljic, ki so zelo pomembni. Srce ali razum? Ko sem zbrala samo srce, se ponavadi ni dobro končalo. Tako da to je tudi del tega balansa, ne. Mislim, da človek se trudi vedno, da bi se veš, da bi se pravilno odločil, a ne, razumsko, emotivno, ampak najdu nek konsenz znotraj tega. Več je miru, če izberemo razum. Ja, je pa tudi bolj dolgočasen, ne. Ja, pa življenje prinese premalo priložnosti in če si ti človek, ki si radoveden, a veš, meni je fino odkrivati nove stvari, jaz sem radovedna. Zato smo tukaj, ne. Tudi domišljija mi ni tuja, a ne, tako da, a veš, to je vedno tako, je pa, zato ti pravim, mogoče danes ne bi šla več tako z glavo skozi zid, no, znam mogoče stopati en korak nazaj, pa se ugrizniti v jezik pa počakati. Ampak ni žal za vse za nazaj, ne bi nas spremenila, seveda da ne. Vse je bilo tako, če pa spremeniš, pa ne veš, kaj bi bilo, kaj bi se pa zgodilo, če bi spremenila. Kdo ti garantira, da boš prišel do unga cilja, ki si, joj, zakaj nisem takrat to. Ja, pač nisi. Živiš tukaj zdaj. Starejša hči, veš, me uči to afirmacije, mami afirmacija. No, okej, meni so sicer ti izrazi izjemno tuji, ampak vem, kaj bi ona, ne, vem, kam merimo, jasno. Ampak ja, mislim, da delam v tem poklicu, a ne, vendarle je igralski poklic tako zelo, veš, to je neka taka občutljiva cona, ki se ti moraš kar precej zaščititi, da moraš se znati zaščititi, no, to je to. Moraš imeti neka orodja, ki jih moraš obvladati, da znaš zato pa moraš biti tudi v bistvu malo duhoven pa zrel, a ne? Da najbrž znaš malo meditirati, da se znaš ustaviti in pogledati vase. Veš kaj? To, kar recimo mladi zdaj res vse bolj znajo, se mi zdi, da so veliko bolj duhovni. Mislim, da so generalno vsi veliko bolj opremljeni s tem, kaj pravzaprav, a ne, kaj vse lahko zmore. A ne samo en, imamo jih več. Najbrž, ampak kaj zmore in to je fajn, a veš, to je tudi del našega procesa izobraževanja na akademiji, a ne, na akademiji te opremijo z vsem tem, kar boš ti rabil, ko boš vstopil pač na gledališki oder kot profesionalca, ne. A veš, tako da to je vse vsi predmeti, ki so tam, te v bistvu ti pomagajo dajati orodja, a ne, ali skozi telo, skozi gib, skozi dih, ker to je bistvo, ne, saj dih je bistvo življenja. Ja, prav dih in dihanje. Ja, seveda. In še vedno se igralci v bistvu sproščate pred predstavo z dihanjem? Ja. Imate te dihalne vaje? Veš kaj, jaz mislim, da ima vsak igralec narejeno ima nek svoj proces, skozi katerega gre, da stopi na oder. Dejstvo je, da ima pa čisto vsaka predstava nek svoj ritual. Vsaj jaz ga imam. No? Vsaka predstava ima nek svoj ritual, v katero vstopam v lik, v predstavo, nekje se začne to že doma, nekje se med potjo, nekje pa tik preden greš na oder. Odvisno, kakšno predstavo igraš, a ne. In tudi vsaka predstava zahteva svojo kondicijo. Zato je to tako zelo težko, ko po določenem času, ko predstave ne igraš, jo spet igraš. In tista prva vaja obnovitvena, ker imamo obnovitvene vaje, seveda brez tega ne gre,
Se počutiš kot da si preplezal celo Triglavsko severno steno, no? A veš, tako težko je pol vstopiti v to, no? Mislim, da ti gre odlično. Hvala. In, vem, da bi lahko že zelo dolgo klepetali. Najbrž, ja. Pa se tudi bova, ko se kamere ugasnejo, zagotovo. Hvala, ker si prišla. Hvala, ker si bila moja gostja. Želim ti še zelo veliko dobrih vlog, eno tako res sanjsko tvojo in tudi vse dobro zasebno. Hvala. Res hvala. Hvala tebi. Hvala vam za pozornost. To je bila Sabina Kogovšek Tuta in nasvidenje do prihodnjič.